Ja, prvi spomini, kakor se lahko nanje sploh zanesem, so bili taki, da je bil moj star oče, je bil navdušen amaterski fotograf in onadva sta se, ker se je on pač Vlastja preselil v tiste konce in začel fotoklub, sta se seveda poznala. In jaz sem s starim očetom veliko hodil na sprehode in ena od najbolj imenitnih stvari pri teh sprehodih je bila, da sem lahko njegovo praktiko, njegov fotoaparat nosil okoli vratu. In enkrat smo se pač srečali in je gospod Vlastja med drugim tudi pol mene malo vključil v kramljanje, pa je rekel, a pa je tebi tole zanimivo, a rad nosiš tole fotoaparat, a bi ti tudi probal? Na kar jaz seveda prikimam, kakor sem lahko in zgine za nekaj časa in prinese ven eno staro 6x6 kamero, pa prav noter je film, ti to posliki, nekaj naredi z tega, pa prines, bova razvila in tako se je to začelo. V bistvu to s tistim prvim filmom se je to začelo, z onimi prvimi posnetki, ki jih imam še zmeram po moje tam negativ. In pol je pa tako, postopoma skozi eno tako igro in druženje je pa postal moj fotografski mentor. Zgleda, da sem kazal nekaj talenta, zanimalo me je, pa še primerno je bilo zaradi tega, ker sem se lahko zmeram na poti v šolo ali pa iz šole mimogrede oglasil pri njemu, ki je bil nekje na pol poti. Tako se je to začelo, preko prijateljstva z mojim starim očetom in tega, da so pol postala, mislim, da sem bil na nek način nisem bil nikoli v njegovem fotoklubu, nikoli nisem bil prav del te njegove šole, ampak sem nekje ga imel za enega skoraj individualnega fotografskega mentorja, ki pa ni bil samo fotografski mentor, ampak seveda, mislim, kot otroka me je vse zanimalo in sem bil po moje tudi en tak neobremenjen poslušalec njegove življenjske zgodbe, ki je bila pa izredno težka. Tako da recimo veliko teh reči sem skozi pogovore v veliko letih izvedel. Seveda je tukaj nekaj dalj časa trajalo, včasih je bil povod kakšna fotografija, včasih je bil povod kakšna izkušnja, včasih je bil povod to, ker sem si prišel sposoditi kakšno fotografsko revijo ali pa kaj in sem pa skoraj zmeram dobil še kakšno tako ali anekdoto ali pa del njegovega življenja. Tako da medva se zmeraj imela en tak, pravim, neobremenjen odnos, no. Ker njemu je zgleda tudi ustrezalo imeti enega zvedavega poslušalca, meni je zmeraj ustrezalo poslušati take zgodbe in fotografija je bila pa nekje v ozadju tega odnosa. Prvih nekaj filmov ali pa prvih kar nekaj filmov je razvil on. To je izgledalo tako, da sem pač jaz nekaj poslikal, pa sem pa njemu dal filme in pol čez nekaj časa, ne vem, sem se oglasil vmes in je pol mi naredil tako negativ, pa kakšne ali kontaktne kopije ali pa kakšne majčkene slikce. In so pol šla skozi to in pol praktično skozi ogled fotografij je zmeraj pol izpostavil kakšne določene, mislim tako, zelo je bilo tako organsko vse skupaj, pol v naslednjem koraku so pa dejansko tudi razvijala skupaj, kar pomeni, sem se po šoli ali pa popoldne oglasil pri njemu, pa so šla v temnico in mi je razložil osnove. Vse tiste glavne stvari, od tega, kako temnica deluje. Prvo so se ogromno ukvarjala s filmom, zaradi tega, ker je rekel, seveda, film je osnova, oziroma on je bil tak klasičen fotografski purist. In on je rekel, pač vse se začne s tem, da mora biti motiv ujet. Pol mora biti v osnovi zadeva dobro osvetljena in to. Pol mora biti film dobro razvit in pol naprej. Mislim, tako zelo je bil na tem, da noben korak nismo umanjkati v tem. Zaradi tega recimo sem tudi sam pol kot fotograf bil zelo tehnično pedanten. V smislu, in to nekako še danes to, da tehnika mora štimati. Stene tehnika ni bila samo fotografska kemija, ampak on je bil tudi slikar. Sicer ni te kariere delal, ampak midva se pravzaprav skoraj več kot o fotografski tehniki pogovarjala o likovni tehniki, kar pomeni o rabi svetlobe, sence, kompozicije. Sploh kompozicija je bila pri njemu izredno pomembna. Pa je pa šlo seveda tudi to in recimo pri temnici, ko sem pa enkrat poznal pravila, kako je prav, pa sem pa začela eksperimentirati. Rekel, tukaj pa rata zanimiv. Rekel, to, kar sem te prvi učil, da ne sme nikakor priti ta kemikalija v to kemikalijo, ampak če pa to prekršiš, se pa zgodi to. Ali pa recimo, ta prvi bilo ono, niti slučajno, da bi se kaj film osvetlil, ki ga dajaš noter, ampak če ga pa namenoma osvetliš, pa pride do solarizacije. In so pol veliko eksperimentirala. In tudi pol, recimo, takrat sem bil, mislim, da na unih prvih amaterskih fotografskih razstavah sem dosti stopil, mislim, da glih s eksperimentom, zaradi tega, ker sem delal take, ki so danes trivialni učinki na Photoshopu, v temnici je bilo pa to kar napredno. No, in se mi zdi sploh ta amaterska scena tega v glavnem ni počela, zaradi tega, ker redki so si sami razvijali filme, ali pa niso hoteli tvegati celega filma ali pa še več kot to. No, in pa seveda se je pa to združilo tudi s tem,
mojim, recimo temu malo geekovskim delom, ki sem zmeraj to tudi imel v družini, in pol, ko smo začeli na fotokino hoditi, smo si tam izprosili raznorazne take čudne stvari, kot so grafični filmi, multigrade papirji in podobno. V naslednji fazi se pol veliko ukvarjala tudi s tem, na kakšen način je mogoče, recimo z različno gradacijo ali pa pod povečevalnikom, da je mogoče tako po z rokami, to, kar se danes tudi pri Photoshopu dela, da je treba določene stvari malo zadekati ali pa določene stvari malo izpostaviti. Kar pomeni, že takrat so se veliko igrali s tem, na kakšen način pol že s to manipulacijo fotografije pri osvetljevanju, pri povečevalnikom, ki z rokami malo delaš, tukaj malo dosvetliš, tukaj malo zakriješ, tukaj mečken dodaš. Mislim, to je bila taka, skoraj taka temnična pantomima, ki me je učil, kaj je ključni motiv, in pol mi je pač dal orodja, kako to bolj izpostaviti. In to je bila ena taka osnova, ki sem pol tudi sam raziskoval in tudi skozi vsa mogoče pol tehnične orodja in pa seveda skozi digitalno obdelavo in Photoshop, ampak osnova je pa še zmeraj rdeča svetloba in to, na kakšen način sva mahala z rokami pod povečevalnikom. To ni bil čist pristaš tega, da včasih marsikaj lahko rešuješ ali pa narediš tudi v temnici. Recimo zanj je bila temnica del ustvarjalnega procesa. Ni imel nič proti temu, da kaj izrežeš, da kaj poudariš, da recimo, ne vem, da je zrno nujno slabo, pa kaj tajega. Tukaj, kar se tega tiče, je bil rezultat, mislim, še vseeno je bila vsa tehnika nekako v službi končnega rezultata. In glede tega je bil zelo napreden, ni bil tukaj recimo purist, da bi rekel, zdaj pa če si mečkan falil kompozicijo pri posnetku, si pa kar naenkrat zadevo izgubil. Se je dal marsikaj rešiti, ali pa recimo se je dal tudi drugače uporabiti. In velik poudarek je bil res na eksperimentu, da videti, kaj se zgodi, če pa kršiš pravila, in pa tudi na iskanju nečesa novega, nepričakovanega. In na kakšen način je mogoče na dolgočasne motive pogledati zanimivo. Recimo so imela prav kakšne take šole iz, ne vem, ali pa vaje iz, ali pa skoraj študije konkretnih reči. Recimo, ne vem, da sva šla, lahko sva porabila 2 uri časa samo na tem, da sem ga recimo jaz pod enim drevesom postavljal. Ali pa kaj, recimo, in pol rezultati kakšni. In seveda je bilo tudi pol, kar je bilo pa najtežje, no, je bilo pa z moje strani pol razložiti, zakaj sem nekaj naredil. Ali pa recimo, zakaj mislim, da je to boljše kot to. Ali pa zakaj sem se odločil za to in za to. Kar pomeni ta zmes enega intuitivnega pristopa in po drugi strani zelo študioznega pristopa, mislim, da je bila ena taka njegova značilnost v tem fotografskem smislu. Z zdajšnjo glavo lahko veliko nekaj stvari drugače gledam. Recimo, on je bil skoraj poosebljenje enega zelo turbulentnega obdobja, ki ga opisuje tudi recimo Boris A. Novak v Vratih nepovrata v veliki meri, kar pomeni iz nekoga, ki je bil oficir v stari Jugoslaviji, je postal tigrovec, iz tigrovca je postal sovražnik režima. Ta režim ga je praktično za ne vem koliko desetletij onemogočil profesionalno in drugače. Parkrat bi praktično umrl, zgodba s tem, ko so ga italijanski fašisti praktično ustrelili in so ga pol italijanski partizani pred strelskim vodom rešili skoraj v zadnjem momentu. Mislim, to je bilo zame, kot za otroka poslušati res na ravni tega, kot bi gledal kakšen film ali pa bral zgodbo. Ampak recimo zdaj, s tem znanjem, ki ga imam zdaj, pa vidim tudi veliko več v tem. In recimo take zgodbe mi pravzaprav pomagajo razumeti nekaj, kar sicer je tudi značilnost moje družinske izkušnje oziroma rodbinske izkušnje, ki so moji predniki tudi precej pretrpeli zaradi enih in zaradi drugih in zaradi tretjih, ampak pri tem, kar zdaj delam, mi take zgodbe zelo pomagajo razumeti, koliko so bila, oziroma kompleksnost teh obdobij. Recimo tudi aktualno zgodovino lahko veliko lažje na nek način razumem ali pa spremljam prek ljudi, kot je bil Vlastja, ki so bili v enem pozitivnem smislu pričevalci enih obdobij, kar pomeni, zame to ni bila samo abstrakcija, zame to ni bilo samo nekaj, kar sem veliko pozneje ali pa vmes med tem bral. Ampak če imaš ti človeka, ki konkretno ne more jesti, zaradi tega, ker so mu s puško zbili zobe, ko so ga praktično hoteli ustreliti. In če veš, da je on v tisti hiški tudi zaradi tega, kar je hotel, mislim, kar je naredil ali pa česar ni hotel narediti, ali pa na kakšen način se je sploh znašel v fotografiji. Mislim,
skozi to zgodbo, spet, zdajšnjo glavo lahko resno vidim cel film ali pa cel scenarij enega takega obdobja, ki ti razloži ogromno reči, ki so še danes do neke mere žive. In ta privilegij imeti izkušnjo, konkretno izkušnjo skozi pogovore in enega človeka, ki ga slišiš, ki vidiš, kdaj utihne, ki vidiš, kaj pove, ki vidiš, koliko časa te recimo mora poznati, da ti ene stvari pove. Dobiš en občutek, ne vem, ki ga zaznavam še danes. In recimo tudi pri novinarskem delu so to reči, na kjer sem veliko bolj pozoren, kot bi bil brez tega. Mislim, tukaj sem imel res veliko srečo, da je bil on eden izmed pripovedovalcev v mojem življenju in v mojih zelo takih formativnih letih, ki sem jih sicer na srečo imel več kot samo enega, ampak on je bil tukaj sigurno zelo pomembna zgodba. No. Zdaj, a sem ga poznal na ta način, na nek način mora biti bolj kot marsikdo, ali pa tudi drugače kot marsikdo. Lik zaradi tega, ker je bil odnos, kot sem že prej rekel, zelo neobremenjen, kar pomeni, on je pri meni videl samo zanimanje. Ni bilo pa še ne obsojanja, ne pomilovanja, ne vem vsega tistega, kar je pa verjetno on veliko doživel in preživel tudi sicer.